Jaz mislim, da bi bil marsikdo presenečen, kaj vse zmore. No? Veliko zgodb sem tako slišal, da so ljudje enostavno bili potem srečni in presenečeni, ker se jim nikakor ni zdelo, da lahko. Edina težava, ki se mi je pojavila, je bila na tisti zadnji okrepčevalnici, ki je že skoraj pri Brandenburških vratih. Tam sem hotel za lepšo fotko dati dol eno majico grdo, ki sem imel spod. Sem pa naslednji korak naredil v teku, se je pa oglasilo mi koleno. No. Spoštovani in cenjene, v 63. epizodi podcasta Gre za tek je z mano nihče drug kot gledate ga Jure Košir, znani smučarski as, tudi tekač. Danes ga predstavim s tekaške strani. Jure, živijo, pozdravljen. Živijo, lep pozdrav. Hvala za zelo hiter odziv na vabilo. Super. Evo, zdaj v tem deževnem dnevu se bo pogovarjal o teku. Sicer, ko so se menili za tale pogovor, si dejal, da si ti ne zdi, da si pravi tekač, moče da pravi za tekaški podcast, ampak ravno zaradi tega si pravi, da malo z druge strani pogledava tudi na tekaško tematiko. Ampak kaj pa je po tvoje, recimo, pravi tekač? Evo. Mislim, pravi tekač, to je zelo težko definirati. Ne? Zdaj, v bistvu je to lahko vsak, ki se bi rekel, nekako redno ukvarja s tekom. Ne? Tisti je, po mojem mnenju, pravi tekač. Ali pa, če rečemo, da je pravi tekač zgolj tisti, ki se poklicno ukvarja s tekom. Čeprav jaz ne mislim tako, jaz mislim, da vsak, ki gre rad teč, ki se ukvarja s tekom, da je tisti pravi tekač. Zelo lepo povedano. Ja. Vprašanje je bilo namenoma malo provokativno, zato da tistih 6 najnih poslušalcev zdajle malo zdrmava, da bodo poslušali moče še enih 15 minut. Hecam se, pozdravljam tudi ostala 2, ki ste danes prišla na novo. Spet se hecam. Dejva konkretizirati tole, preden te vprašam, kaj počneš zadnje čase. Po kuloarjih se govori, da spet nekaj treniraš za en projekt. Do tega še prideva, si morda pa danes že tekel, evo? Ne, danes še nisem. Danes imam v bistvu kar veliko dela, tako da sem bolj pisarniški danes. V bistvu se učim neko snov, ki jo moram znati za neko snemanje. Ampak načeloma me pa slabo vreme ne moti za tek. Celo kar zelo rad grem teč, tudi če recimo je vreme neprijazno za tek, ampak je pa zadovoljstvo toliko večje, ki prideš nazaj. Gre samo za to, da se moraš, to sem že iz smučanja se navadil, gre pa samo za to, da se moraš pravilno obleči, ko greš teč v slabih razmerah, ampak je pa lahko tudi zelo lepo, no, in ti polepša dan. Tudi če je dan siv, deževen, ga lahko s tekom kar fajn obrneš v svojo korist. No, sem vedel, da bo za to deževno vreme Jure Košir pravi gost in jaz podobi se, dragi Jure, da te predstavim občestvu, vsi poznajo, skoraj vsi, no. Jaz sem svojim otrokom, ko sem spraševal, koga imaš pa tokrat, odgovoril Jureta Koširja, so me debel gledali, sem rekel, znanega slovenskega smučarskega asa, če še kar debel gledali, pol sem pa rekel, zelo znanega slovenskega reperja, no in potem so dobil njihovo pozornost, evo. Ampak, da za tiste, ki so rojeni po letu 2005, rečeva, Jure Košir je smučarski as, ki v 90-ih in tudi kasneje, bom rekel, dihal za vratnik Alberto Tombi in ostalim svetovnim smučarskim legendam. Osvojil je olimpijsko medaljo leta 1994 v Lillehammerju, zmagal večkrat v svetovnem pokalu, tudi v Kranjski Gori in Kitzbühelu, bil v skupnem seštevku svetovnega pokala 3. Po končani karieri pa postal poslovnež, organizator tekaških tekmovanj, pa je oče 3 otrokom, menedžer, jasno, ambasador večjih znamk in seveda maratonec. Kaj vse sem še pozabil, Jure? Niti ne, nisi kaj veliko pozabil.
lahko bi tle dodal to, da ne pričakujem, da bi otroci danes vedeli, kdo sem jaz oziroma s čim sem se ukvarjal. Ja, če je kdo fan športa, malo bolj potem mu razložim, kako in kaj. Tudi ne morem se deklarirati za maratonca, ker sem pretekel zgolj sam en pravi maraton, veliko več polmaratonov, ampak se imam za tekaškega rekreativca, takega zelo zlato-sredinskega. Ja, drugače pa kar orisal vseeno, praktično. Ja, da ti povem, da sem se spomnil zadnjič nate v Srečku Tamfeležem, sva komentirala berlinski maraton na športklubu, no in jaz sem se spomnil dogodivščin leta 2014, ko so se srečala na progi. No, jaz sem rekel, Jure, moram na vsak način potem kaj več pobarati okrog te dogodivščine še vseh ostalih, ampak 2014 je bila recimo kulminacija tiste tvoje tekaške kariere do takrat. S tekom si se pa najbolj srečal že dosti prej, če drugega ne, v mladosti, ko si mogel teči zaradi kondicije. Ja, zdaj moram biti tukaj zelo odkrit, no, da moja relacija s tekom je bila takšna, da ga v času svoje profesionalne športne kariere nisem maral. Kajti, jaz sem tipičen predstavnik anaerobnega športnika, se pravi, dober sem bil v obremenitvah do minute pa pol, maksimalnih obremenitvah. Tekel sem zelo soliden rezultat na 400 ali pa recimo na 600 metrov, pa se pa tudi končal. No. Ampak kot del treninga alpskega smučanja, seveda, sploh v pomladanskem času, je ogromno zahteva tudi kar precej teka pa kolesarjenja, kajti smučar si mora zagotoviti eno bazično pripravo, eno osnovo aerobno, da lahko potem v jesenskem, poletnem, jesenskem času zdrži tiste dolge treninge na ledenikih. In zato je bil maj, pa recimo drugi del aprila pa maj pri smučarjih namenjen nabiranju aerobne kapacitete in to sem jaz iz srca sovražil. Skratka, dolge kolesarjenja po Istri, Ljubljana, Zadar in podobne podvigi na kolesu in pa tudi teki, ki so trajali jasno uro in več. In tukaj sem, moram reči, odkrito imel odpor, zato je tek ni bil moja priljubljena aktivnost, tudi potem, ko sem končal poklicno kariero in sem nekaj let zgolj hodil na te klasične moške rekreacije, to se pravi basket, mali nogomet in podobno, hokej na ledu recimo tudi. Ampak potem sem pa odkril, da moje telo ni toliko zadovoljno s tem, da počnem te hitre, agresivne gibe, cel kup enih poškodb, ki so stare še odprej, se je kar precej oglasilo. Potem sem pa nekje v poznih 30-ih pa s kolegom poskusil teči, ampak zelo na počasi, na easy, brez kakršnih koli naprezanj. Potem so pa skupaj prišla do ugotovitve, da mogoče lahko kaj več iz tega naredila in so se malo več izobrazila v samem načinu treninga. Ogromno mi je pomagala ta knjiga Herberta Steffnija, velika tekaška knjiga, in po tej sem se ravnal potem pri samih načrtovanjih tekov. In ko sem bil okrog 40, pa potem sem se bližal 42, je pa se porodila ideja, da je pa treba narediti pa klasično 42-ko. In evo, smo se kar odločili. Nekaj nas je bilo, ko smo šli v ta projekt prijateljev in moram reči, da je bil cel proces zelo prijeten, zelo ciljno smo se lotili treninga, zelo načrtno, pravilno bi lahko rekel. In zadeva je uspela zelo dobro. Torej, to pomeni, da sem pretekel svoj prvi maraton brez kakršnih koli težav, brez trpljenja in podobnih dram. Predvsem mi bo v spominu ostal kot izredno lepa izkušnja, super smo se imeli. Na srečo sem uspel priti na berlinski maraton, ki je eden najbolj znamenitih. In kaj ne rečem, to je bilo luštno. Zdaj pa nisem več toliko, bi rekel, načrten ali pa ciljen,
ampak tečem popolnoma za svoje veselje, lahko pa potrdim, da se je ta moj odnos do teka precej spremenil, no, in mi je tek, pa tudi recimo hoja, planinarjenje in podobne zadeve zelo, zelo pri srcu. No, dal si cel kup enih iztočnic, če se vrnem čisto na začetek, kljub vsem modernim pristopom pa evoluciji treninških modelov, si ne predstavljam, da za kondicijo tudi danes smučarji, ki vsi po vrsti ne marajo teka, za ne parem sem govoril, pa vsi škilasto pogledajo, ko jim omeniš tek, ampak brez tega še vedno ne gre, ne? Ali so kakšne druge, so kakšni drugi vztrajnostni momenti pa športi, ki jih danes smučarji vključujejo v svojo bazično pripravo, ali pa če enostavno morajo teči? Tek je absolutno nujen v določeni fazi, pa bi lahko rekel praktično kar v vseh fazah tega cikla treninga. V začetku, se pravi tisti pomladanski del, ko nabiraš aerobno bazo, so seveda daljši teki z nižjim pulzom, potem pa se prihaja tudi do intervalov, ne, in pa tudi do šprintov potem, ko se na eksplozivnosti dela. Veliko se jasno, oziroma tako bom rekel, veliko bolj steady puls oziroma nadzor srčnega utripa se lahko dela na kolesu, tako da tudi ogromno je kolesarjenja v tej aerobni fazi priprave, ampak tek je pač neizbežen. Mislim, da je praktično v vseh športih saj nekaj teka vključenega v cikel priprav in mislim, da je tudi pravilno tako, kajti tek je na nek način, tek in hoja je najbolj naravno človekovo gibanje, tako da tle sploh ni nobenega vprašanja. Ja, zdaj eni ga imajo raje, eni pa manj. Ja, imam kar nekaj znancev, prijateljev, ki so se ukvarjali tudi recimo s košarko pa z nogometom in tako naprej, pa v mladih letih morali potem veliko teči, pa se jim je to zameralo, ampak na stara leta, po 40 se vsi slej ko prej vračajo k tekaški rekreaciji tudi zaradi tega, ker konec koncev kolena, večkrat pravijo, da tek uničuje kolena, ampak baje jih mali nogomet v dvorani še bistveno bolj, no, saj lahko to potrdim iz izkušenj drugih. Daj mi potem povej, še preden si pa postal tekač rekreativni, ne? Si pa že bil v teh vodah, ampak na drug način, kot organizator, kje se ti je porodila ideja, da boš pa zdaj tek organiziral kot človek, ki se je ukvarjal s drugimi stvari. Ja. Ta ideja se je rodila v bistvu iz ene žalostne zgodbe, ki je moj prijatelj izgubil otroka za rakom in smo se potem odločili, da bomo naredili neko prireditev, kjer bomo izkupiček vselej izbirali za ustanovo otrok v boju z rakom. In bi rekel, 12-krat smo že organizirali ta tek, ki je običajno na sporedu v sredini koncem aprila v Tivoliju, imenuje se For Marathon. Uspeli smo kar nekaj že v teh letih zbrati enih sredstev in tudi na nek način vključili tudi otroke, pa tudi starše, ki so šli skozi to težko izkušnjo. Ja, mislim, da tek lahko vključi najširšo možno populacijo, ne. Se pravi, če organiziraš neko drugo športno prireditev, je zelo hitro se limitiraš zgolj na tiste, ki obvladajo neko zadevo. Tle smo pa mi želeli ustvariti tako prireditev, kjer bi vsak lahko ali pretekel ali prehodil en krog, kajti to je krožna, večurna prireditev. In mislim, da nam je ta format zelo lepo uspel. Veliko ljudi se rado vrača na to. Jasno, zdaj v teh korona časih, nažalost, smo morali enkrat odpovedati, zgolj enkrat. Lansko leto smo v neki posebni obliki imeli, letos, nažalost, smo morali odpovedati. Ampak kakorkoli, tek se je lepo prijel, mislim, da je premalo mogoče pozornosti pri tekaških prireditvah tudi na tiste, ki, bom rekel, zgolj jogajo 5 kilometrov ali pa tudi manj. Mogoče malo preveč tekmovalno, no, večino pa prav je, da je tako, da so da je veliko tekem, ki so
usmerjene na to, da se čim hitreje teče, pa da čim boljše rezultate, ampak glede na to, da tek lahko res vključuje vsakogar, bi bilo treba pa se več tudi, po mojem mnenju, usmerjati na te, ki tečejo malo drugače, ampak malo pa mogoče sploh še ne tečejo, pa te v bistvu nagovarjati. V bistvu je to format, ki se spomnim, da 2009 cel kup mojih tekaških prijateljev je rekel, to pa moramo videti, probati 8 ur je. Meni je prišel na misel, da je to eden redkih tekov, na katerem, če tečeš vsaj en krog, pač ne moreš odstopiti. Tudi če traja 8 ur, če enega tečeš, si v rezultatih, to pa lahko vsak naredi, pa ga prehodi, če drugega ne. In se mi zdi, da tisti krat, kot sem bil tam, se je ogromno ljudi čez dan zamenjali, zelo dobro vzdušje se je ustvarilo, ker smo se skozi videvali na trasi, ob trasi, vedno si bil, ko si bil še en krog, pa si nekaj spil, pa si rekel, pa grem še enega, in še enega, še enega. In marsikdo je pretekel tam tudi maraton, ki ga na cesti recimo nikoli ne bi. Tako. V bistvu je poanta tega, da se lahko tudi izključiš iz kroga in se spočiješ, kaj popiješ, poješ in se potem ponovno vključiš. Na voljo imaš 8 ur, seveda čip ti beleži pretečeno razdaljo in nekateri so bili totalno navdušeni nad tem, koliko jim je v 8 urah uspel zbrati. In tako recimo moj prijatelj je se na podlagi tega odločil, da bo šel tudi 42, ko potem teč, kajti tam je zbral kar naenkrat 45 kilometrov, seveda to v celotnih 8 urah z presledki, ampak je zbral. In je rekel, zdaj se mi pa zdi, da bi jaz to zmogel tudi narediti v kosu in potem mu dejansko je kar na nekaj maratonih. Bravo. Mogoče imaš podatek, koliko tekačev se v teh 12 letih tam pri tebi zvrstilo vsega skupaj? Ja, mi smo imeli tako, vedno je bilo nekje število med 500 in 1000. Tukaj nekje se gibamo, seveda odvisno je od vremena, odvisno je od promocije teka, saj sam veš, kako to poteka. Zdaj, če vložiš ogromen v reklamo, mi nikoli se nismo želeli, zelo agresivno oglaševati, bolj smo računali na tiste, ki so se s tekom že spoznali, pa da se bodo vračali. Ampak če so bili lepi dnevi, imeli smo tudi sneg enkrat aprila, tako da je bilo takrat zgolj, mislim, da ne 250 ljudi, ampak kakorkoli, bilo je pa tudi okrog 1000 v najboljših letih. Tako da ja, v tem času, zdaj ne vem, koliko je od teh stalnih, kar nekaj, bi rekel, da je to kar nekaj, predvsem se je pa ogromne distance zbrali do zdaj, če bi se šteli vse, koliko smo pretekli, in je to predvsem fascinantno. Mislim, da sem nekje ujel, da je bilo eno leto krepko čez 10,000 kilometrov narejenih. Tako je. Mislim, da je največ je pa nekdo pretekel, mislim, da tudi koliko 100 kilometrov, če ne celo več v 8 urah, kar je zavidljiv rezultat. Ja, mislim, jaz sem opazval ta tek, to je, sem bil navdušen, kajti tle res ni bilo ustavljanja in tudi tempo je bil pravi. Treba je tudi povedati, da ta krog dvigati, čeprav v prvem krogu se niti ne čuti, ampak ker narediš to potem 45 krogov, se pa nabere že 1700 višinskih in se pa vidi, koliko je zahteven krog. Tako da res čestitke za ta izjemen rezultat. Mislim, da jih je bilo kar nekaj čez 90, ampak mislim, da je bilo pretečeno pa tudi čez 100 kilometrov, rekordno. Ja, zdaj se ne moram spomniti, da je bil to Boštjan Orankar, je bil Lojze Primožič, takrat so se v tistih časih dejala, je bil to Matej Markovič, to so bili fantje, ki so obračali tiste kroge. Mi smo bili veseli, če smo jih naredili 35, pa vseeno vsakič znova na tiste Kinovgrad se mi zdel bolj strmo. Pa teži laufati, ampak je pa luštno, ohranjaš ta format tudi prihodnje, boš naslednje leto planiraš spet zadevo vrnil? Ja, vsekakor imamo v planu. Tukaj moramo imeti zelo korektno sodelovanje z merilci, z Gojcem. Zdaj, slišal sem, da je prišlo do enih sprememb tudi pri sami Gojc je bil zelo naklonjen temu teku, mislim, da ni več zraven pri timinga, šel je v pokoj. Timingu Ljubljana. Upam, da najdemo tle konkretne sogovornike vnaprej, kajti oni so poskrbeli za ta tehnični del zelo dobro vselej.
tudi sama prireditev je preko njih potekala, kajti jaz nisem želel imeti ničesar organizacijskega na svojih, bi rekel, finančno-organizacijskega na svojih ramenih, kajti vsi vemo, kako pri nas poteka toče in razni očitki, če se lotevaš dobrodelne prireditve, in sem v bistvu vse pogodbe in vse zadeve šle prek Timinga Ljubljana. Sem bil pa, angažiral sem se pa ogromno v teh letih, kajti sam veš, kako je, če skušaš nekaj organizirati pri nas in je treba cel kup enih prošenj in nekih sestankov in vsega skupaj izpeljati. Sem pa vesel, da smo to delali in da sem tudi se angažiral pri tem. In seveda načrt je tudi v prihodnje. Koliko imaš pa sam rekordno razdaljo na svojem teku narejeno? Po mojem sem tudi tle nekje blizu 40-ke, ampak seveda jaz si ne morem tudi tam prvošati, da ves čas tečem, imam cel kup enih drugih zadolžitev, tudi zjutraj se zberemo že ob 5, da vse skupaj postavimo, pa rabim še nekaj energije, da pomagam pospraviti na konec. Ampak sem kar naredil po moje 20 krogov. No, to je v vseh organizacijskih obveznostih lepa številka. Jaz si jo ne predstavljam, da bi jo, že tako, ker te že ostalo energijsko ščrpa. Po drugi strani pa tek ima plemenit namen, je dobrodelen, vsako leto je nek drug, prejemnik teh sredstev od otrok z Downovim sindromom, pa rakovih bolnikov, pa rdečih noskov, društva prijateljev mladine. Kako izbiraš ta, ciljna društva, ciljni namen za vsakoletni tek? Pride do tebe, imate povezavo že vnaprej? Zdaj, od takrat, ko sem ravno razlagal to, bi rekel, osebno zgodbo oziroma poznanstvo z družino, ki je šla skozi to, smo se odločili, da bomo od takrat vselej namenjali sredstva ustanovi Otrok v boju z rakom. Tudi nekaj drugih prireditev sem naredil dobrodelnih na ta način. Prej pa, ali smo se posvetovali z Anito Ogulin, ki je bilo potrebno, ali so prišli s kakšno dobro idejo tudi do nas. Tako da mislim, da teh sredstev je pri nam potrebno ogromno in bi bilo treba še več, recimo, angažmaja na tem. Mislim, da vsak bi moral razmišljati nekaj o tem, da po svojih močeh prispeva nekaj za izboljšanje situacije, kajti imamo cel kup enih, bi rekel, segmentov družbe, kjer se potrebuje pomoč. In tekaške prireditve so tudi v svetu, ne samo pri nas, že dolgo preden so bile pri nas, so bile tudi v svetu tiste, ki so zbirale velika sredstva. Ravno pretekli vikend je bil recimo londonski maraton, ki slovi po tem, da vsako leto zbere dobrodelen namen med 80 in 100 milijonov funtov, kar je mislim, da je ga uvršča na čisti vrh teh prireditev, ki zbirajo ta denarno. In tujini je to že dolgoletna praksa, pri nas se to prijemlje, tudi mogoče zaradi tebe, pa zaradi maratona, ki je na en način oral ledino ali pa izpostavljal to malo bolj medijsko, tudi po recimo tvoji zaslugi, ki si medijsko bolj izpostavljen. Meniš, da je to tudi pripomoglo, da si človek, ki si poznan, ki si bil vrhunski športnik, ki ga imajo mediji radi, da je zadeva moče prišla dlje in da si pač ta, status izkoristil tudi v ta namen pozitivno? Prav gotovo je pomagal, da sem bil vključen v to in da sem izkoristil recimo poznanstva, da smo lahko prišli konec koncev tudi sploh predstaviti sam projekt tega teka in da smo uspeli konec koncev dobiti partnerje. Zdaj jaz v vsakem primeru bi si želel imeti nekega steady partnerja ali pa nekega stalnega partnerja pri organizaciji tega. Nažalost nam to še ni uspelo. Mislim, da tukaj za eno podjetje, ki želi se opozoriti nase kot družbeno odgovorno, je to prav gotovo ena super platforma, da celoten tek brandira konec koncev v njihovo ime. Ampak, kot rečeno, pogrešam malo teh idej tudi strani samih podjetij ali pa konec koncev njihovih marketingarjev ali pa PR-ovcev, kakorkoli. Tako da, nažalost je bilo vsako leto tako, da smo pisali prošnje, hodili na sestanke,
skušali tiste, ki so bili prej ponovno nagovoriti. Sej velikih je bilo, ki so, ampak vsi vemo, tudi leta so, kar se posla tiče, so bila različna, ne, tako da kdaj je kakšen rekel, ja, letos pa pač ne moramo sodelovati, etc. Skratka, prima bi bilo ne razmišljati o tem, kje se dobi partnerja, ampak zgolj organizirati tek. Ampak sam veš, da je to nažalost nemogoče. In pri nam je pač odpiranje, klicarjenje vrat, se pravi odpiranje vrat, telefonski klici, pisanje prošenj in razlaganje vedno na novo in na novo. To je to. Ja, resno. Ja, pač kruta realnost slovenske scene, kjer včasih fajn, da ti kdo odpre vrata, da kam prideš, ne? Velikokrat moraš pa sam grist, pa se lomiti, pa pač sprejeti veliko zavrnitev, kljub vsemu, no. Tekaških prireditev je bilo veliko pred to korono, kaj bo korona, pa korona situacija naredila v prihodnosti, še ne vemo, ampak zna se tudi ta krajina spremeniti. Po drugi strani, zdaj jaz sem se spomnil, prej sem govorila, da si bil ambasador marsikaj. Bil si tudi pri BMW-ju, no in ta BMW, pa Race to Berlin, se spomnim, tudi BMW je bil sponzor, recimo na nočni desetki, takrat smo sprejeli tisti projekt, tudi ti si sodeloval pri tem in na en način si zaradi tega tudi morda tekel v Berlinu, ker je bil BMW sponzor tudi berlinskega maratona. Ja, v bistvu to je bilo ključno, kaj ti uspel sem dobiti pač entrance, ne, se pravi možnost nastopa, kaj ti sam veš, kakšni so procesi udeležbe na prvem velikem maratonu, ne. Ni toliko enostavno priti zraven, ampak tisti celoten projekt Race to Berlin, mislim, da je bil zelo zanimivo zastavljen pri BMW-ju tisto leto. Mislim, da smo kar nekaj dogodkov pred samim maratonom tudi organizirali v smislu tekaških treningov. Skušali smo, oziroma podjetje je skušalo vključiti neke vodilne kadre, direktorje in nagovoriti jih k udeležbi pri teku in mislim, da jim je to kar lepo uspelo. Seveda, višek vsega je bil potem berlinski maraton, kjer se ga je udeležilo po moje kar veliko število Slovencev takrat v samem sklopu BMW-ja, prav gotovo kakšnih 20. Ampak nažalost je potem naslednje leto BMW ni več izvedel te akcije v Sloveniji. Zakaj, ne vem, ampak sem pa hvaležen, da sem na ta način lahko na berlinski maraton prišel. Ja. No, 42 kilometrov za 42 leta, ne, zdaj ratalo popularno tudi v naših koncih, ne, morda tudi zaradi tega, ker si ti to naredil, kar nekaj jih poznam, ki pridejo v svoje 40, pa rečejo še 2 leti imam cajt, pa grem pa na maraton, ok, v redu, tudi v redu. Ti si takrat zgleda, ker nimamo za motorje, pa za kabriolete, imamo pa za štartino na berlinskem maratonu, tudi to je v redu. Treniral si koliko časa, no, zdaj pa k tisti temi, ki zanima tiste tam zunaj, ki pa še niso pretekli maratona, pa jih zanima, no, če je pa Jure Košir ne treniral, ki res na mara teka, potem pa morda lahko to tudi jaz naredim. Ampak je rekel si, nekaj let si prej že tekal, bil si na ljubljanskem maratonu na polovičkah, kdaj si se pa potem resno lotil, recimo maratonskega treninga, rekel si, vzel si Štefnijo v roko, začel trenirati, ampak koliko časa je to trajalo, kako je to izgledalo? Evo. Dobrega pol leta, tako nekako bi rekel. Mislim, da takoj, ko je sneg ali pa delno sneg zginil v pomladanskem času, pa že tudi, ne moram reči, da preko zime nisem nič tekel, ampak potem sistematično pa rekel pol leta. In tudi tako je opisano v večini teh načrtov, planov treninga, ki se jih da dobiti ali v literaturi ali konec koncev tudi na spletu. Kar nekaj sem prebral zadev prej, navdušila me knjiga Rojeni za tek, Christopher McDougall, ne, ki je model, ki dejansko je preko 100 kil bil in ni mogel preteči 2 milji, potem se pa, kot se za Harvardovca spodobi, lotil raziskave teka in danes teče kot srnca, ne, kot jelen. Skratka, moje mnenje je, da se
praktično vsakdo, ki nima nekih, bi rekel, hudih poškodb ali pa recimo kakšnih strašanskih težav s sklepi, konkretno z gležnji ali pa s koleni, da se lahko loti teka in konec koncev ga na svoj način tudi 42, ko lahko preteče, kaj ti gre zgolj za to, da si zgradiš aerobno bazo dovolj široko oziroma trdno, da potem lahko na nekaj ur, do 5 ur, če greš bolj počasi, funkcioniraš v teh območjih srčnega utripa. Ne? In jaz sem se, moram reči, zelo striktno držal predvsem teh načrtov treninga iz knjige, Velika tekaška knjiga, no? Tudi moj kolega je zraven treniral, ki ga tudi poznaš, Robija Eržena. In sva en drugemu dajala pač komentarje, sva spremljala načrt treningov, sva si zelo striktno držala. Potem sem pa tudi naredil samo testiranje funkcionalne sposobnosti na fakulteti za šport pri dr. Miliču, ki je bil dolga leta naš test, se pravi doktor za teste oziroma laboratorij za vrhunski šport na fakulteti za šport. In tam sem v bistvu videl, kakšne so moje območja srčnega utripa in v katerih conah lahko tečem. No? In to je bilo potem moje strogo vodilo na maratonu v Berlinu. Enostavno sem gledal puls, nisem se ukvarjal s tempom, temveč zgolj z, bi rekel, ugodno cono za moj tek in lahko rečem, da je bila to deviza, ki me je pripeljala res zelo z užitkom čez celo progo. No? In sem lahko zelo dobro spremljal okolico, užival, tekel sorazmerno ok za prvi tek in evo, brez kakršnih koli težav in izčrpanosti, tudi ni bilo nobenih bolečin po teku naslednji dan, tako da vse ok. Jaz mislim, da se vsak, ki bi se tega lotil, kot prvo mora mogoče na posvet k svojemu zdravniku ali pa na mogoče kakšen bolj natančen pregled, tudi konec koncev, kar se tiče EKG-ja in pa delovanja srca. Če so kakšne težave, recimo s koleni ali kakor poskusiti v zelo takih zmernih obremenitvah na začetku, ampak jaz mislim, da bi bil marsikdo presenečen, kaj vse zmore. No? Veliko zgodb sem tako slišal, da so ljudje enostavno bili potem srečni in presenečeni, ker se jim nikakor ni zdelo, da lahko. Tudi recimo na Four Maratonu smo videli ogromno ljudi, ki so tam videli, da gre. Ne? Pa tudi, če vmes malo pohodiš, pa greš spet teč. In človek je narejen za tek, telo je ustvarjeno za gibanje. Koliko je bila pa tvoja najdaljša razdalja, ko si se pripravil na maraton? Je bilo 30 km, je bilo to 35 km? Je bilo 35, tako kot je nekako v načrtu, da vsaj enkrat prej moraš teči 35. No? Drugače pa nekaj jih je, to so tisti nedeljski daljši teki, nekaj jih je bilo 28, 31, 32. Bi rekel, ja, tako kot je po programu. Zdaj, tvoja zgodovina vrhunskega športnika, pa sposobnost trpljenja, pa kontinuitete in tako naprej, najbrž je pomagala pri tem, da si se spravil tudi v ta maratonski ciklus pa tako naprej. Jaz moram spet biti odkrit, jaz nisem en tistih, ki gre lahko čez svoj nek suffer zone. No. Nikoli nisem bil dober v tem. In ko je bil laktat enkrat previsok, mislim, da nisem več mogel dobro funkcionirati. Tako da nisem tista trma, ki vidim nekatere, ki kar lahko še, pa so na res super maksimalnem impulzu, pa kar lahko še. No. In tudi koncev niti nočem. Zdaj, kar mi pa pomagalo, pri tem je pa mogoče ta neka navada, da rednega treninga, ki seveda, če 20 let si v nekem profesionalnem športu, ti to potem ne predstavlja neke težave, če imaš, ne vem, en trening na dan ali pa recimo 4-krat na teden.
To je malenkost v primerjavi s tistim, ki je bilo prej, ko smo imeli 2 treninga večurna treninga na dan. Ne. Tako da sam ta izvajanje treningov po moje je bilo zelo enostavno pri meni, ampak kot rečeno, zdaj, da bi bil pa en tak model, ki bi šel lahko čez svoje meje, pa nisem. No, ampak, ko si prišel v Berlin, si cilj imel v glavi, ampak to je vseeno bilo drugače, kot na tekmah, ki si bil prej vajen, tle je bilo kar naenkrat na kupu 40,000 ljudi, vsi so nestrpno čakali, da bo tista pištola počela, pa še pol so mogli nekaj časa čakati. Si imel kaj treme pred tem dogodkom, vendarle, pripravljen si bil, vedel si, kaj hočeš, ampak trema je pa bila, ali ne? Ne moram reči, da je bila trema, bolj je bila neka tako vznemirjenje, no. Vedel sem, da če jaz nisem šel tja tekmovati, no. Jaz sem šel kot udeleženec, ne. Moj cilj je bil, da kot prvo, da pretečem maraton, kot drugo, da ga pretečem brez kakršnih koli dramatičnih doživetij vmes, in pa, da recimo grem po 4 ure, no. In vsa ta tri cilje sem izpolnil. Zdaj, kar se pa tiče treme, pa ne. Mislim, da moram reči, da sem blazno užival tiste momente pred samim štartom, kajti taka skupina ljudi, ne, z istim ciljem res ustvarjeno enkratno energijo, ki je tudi mene ponesla. Mi smo sicer, moram povedati, naredili eno golfijo v samih štartnih blokih, tako zelo balkansko smo izvedli, da smo črko F, ali kje smo bili umeščeni, prelepili že s črko D, tako da smo bili že zelo blizu, kot tisti, ki imajo prijavljeni tek, ne vem, 3 ure, 2 uri 45 do 3, mi smo bili skratka umeščeni tja, ker nismo hoteli biti čist na koncu. Tako da to smo izvedli po eno iznajdljivostjo. Pa nihče nas ni odkril. In zdaj tam nas je bilo cel kup, rekel 5-6 skupaj Slovencev, ampak jaz sem jim že na začetku povedal, fantje, srečno, uživajte, jaz grem svoj tek, jaz gledam svojo uro in mogoče se kje vidimo, mogoče pa ne. In pol je dejansko tako bilo, da sta se recimo naše dva preveč zagnala, pa sem jih potem srečal nekje 25-30 kilometru, ker so imeli malo težav. No. Tako da klasična napaka, ki se dogaja, sam veš. No, ja, ti si to tekel zelo po šolsko, sem pa še rezultate gledal. Res sem se pa tudi srečala tam na malo čez 30 kilometrov. No, jaz, ko si že govoril o golfijah, jaz moram priznati, sem naredil nekaj podobnega. Na tiste prve Berline sem zmer prijavljal svoj osebni rezultat izpred davnih let in da so me umestili v box C, kar se mi dobro zdelo na štartu, kmalu po štartu pa ne več toliko, ker me je pol naslednjih nekaj ur vse prehitevalo, ampak kakorkoli sem pa spoznal za to toliko več ljudi, to je pa druga stvar. Med drugim sem srečal tebe tam na 32 kilometru, pa nekim utovilim s telefonom, da ste poslikam, pa si rekel, zdaj pa hitro to nared. Jaz sem po planu, jaz grem po 4 ure in sem res tisto hitro odfotkal, potem si odbrzel mimo, na koncu odteku 3:56, kar je za rekreativca vrhunski rezultat, še posebej, če cel maraton praktično teče z enakim tempom, kar je sploh impresivno. Edina težava, ki se mi pojavila, je bila na tisti zadnji okrepčevalnici, ki je že skoraj pri Brandenburških vratih. Tam sem hotel za lepšo fotko dati dol eno majico grdo, ki sem imel spod, ker sem vedel, da se bo ciljala, da bom imel za spomin lepšo fotko. In takrat sem se prvič ustavil. Nisem niti pil, ker sem bil čisto okej. Potem, ker sem pa hotel steči naprej, se pravi, sem tisto majico vrgel v smeti, spodno in se lepo oblekel za prihod v cilj, ker sem pa naslednji korak naredil v teku, se je pa oglasilo mi koleno. No. Tisto koleno, ko sem bil tudi operiran v preteklosti, ampak čisto na take, niti ne mišični krč, ampak prav tako en tak mehanski krč se mi je pojavil. No. Tako da nisem mogel stegniti noge in sem mogel kakšne 3-4 minute čakati tam
da sem nekako, da je spustil, da je koleno nekako spustilo. Tako da, ampak nič ne deje, sploh bi se ni nobene razlike, bi tekel 49, 52 ali pa 56, konc koncev mi je bilo popolnoma vseeno. Napaka, da sem se tik pred ciljem ustavil, no. Ker bi lahko res v tistem super tempu enostavno prišel do cilja, ampak nisem, nekako prvič v življenju sem se soočil s tako vrsto mehanskega blokade kolenja. Ampak verjetno je to tisto iz kakšne stare poškodbe. No. Ampak je takoj pol popustil tudi poteku. No. Bravo. No in ko si prišel čez cilj, kakšni so bili čutki? Najprej euforija, pa naslednji trenutek tega se nikoli več ne grem, ali kaj drugače? Ne, absolutno zelo, mislim, euforično niti ne, konc koncev krasen zadoščenje, super je, ko so tudi frendi tam, nekateri že, večina tam ni bila že na polju, oziroma na travniku pri cilju. Ne, nikakor ne tega se ne grem več, ne, sploh ne. Mislim, da celo nasprotno mi je bilo vse skupaj res zelo všeč, kajti ta nora množica ljudi in tudi konec koncev gledalcev in celotno vzdušje, to je za doživeti, no. Mislim, je zelo težko to razložiti, če tega se ne lotiš, no. Tako da bi tisti, ker mogoče razmišlja o tem, bi ga kar spodbudil, da ne poskusi in da je vredno tega. Posebej v Berlinu, no in jaz sem se večkrat tam spomnil nate, še posebej na 39 kilometrov, ko smo tekli mimo slovenske ambasade, ki je tam v ulici pozicionirana, no, na tem slovenski ambasadi. Bil banane, ne? V slovenski ambasadi, to zgodbo, moram povedati, smo se dogovorili, da bomo imeli sprejem v petek zvečer, eno leto prej smo bili tam, pa smo majčkeno zamudili, naša ekipa, naših 30 komadov in so nam neki Štajerci že vse pojedli, v spršut in tako naprej. In sem jaz rekel, Marti, ko z naslednje let pridemo pa malo prej, in smo bili res pol ure prej tam, si v veselem pričakovanju, pa pride Marta, veleposlanica pred nas, pa reče, jaz sem malo razmišljala, kaj bi vam dala, pa sem pa poklicala Jureta Koširja, ki je strokovnjak na tem področju, kaj pa športniki jedo pred maratonom, in Jure je rekel, banane, in pridejo dekelce, pa prinesajo 5 pladnov banan s slovenskimi zastavcami. Jaz sem vam sam uslugo naredil, Marko, Predstavljaj si, da bi jedel neke težke stvari. Res, kako bi še lepo potem izgledal to vse, ko ponedeljek, ja. Ta joke je bil super, moram reči, da smo se kar nasmejali. Jaz nisem hotel biti toliko dobeseden, niti nisem dal navodil, kaj mora postrežiti. Vprašala me pa je, kaj se je en dan pred maratonom. Jaz sem rekel, to se je. Tako da, verjetno ni pričakovala, da bi vi kakšno švajnbraten jedli, ne? Boh nadej, ja. Boh nadej klobas, pa zelja, pa piva nam ponuditi. Boh nadej, ja, ker mi res nismo taki, ja. To smo pol mogli drugam. Ampak vseeno, zgodba je dobra, ja, in tiste banane, še kakšno leto potem nisem z veseljem jedel, ja. Ne hecam se. Ti pa potem nisi več šel laufati maratona, oziroma nisi imel več želje, neko kljubico si naredil, ali si še kaj poskušal v tej smeri? Sem razmišljal konec koncev, pol je malo bilo težko, mislim, niti ni bilo variante priti na nekaj, en kolega se je vpisoval ves čas, pa nikamor ni uspel priti. Razmišljal sem, da bi se kakšnega tukaj pri nam udeležil, konkretno Ljubljana, ali pa dol Primorskega, na morju, Istrskega. Kaj pa vem, zakaj ne? Mislim, ni nobenega takega razloga, da lahko rečem, zakaj ne. Mogoče še pride, ampak zdaj v zadnjem času, zadnjih nekaj let, sem pa nekoliko bolj se pa navdušil tudi nad samim trailom. No. Tako, nekako gore sem ponovno, no, ker v mladosti sem ogromno hodil v hribe, ker oče bil zelo aktiven alpinist in me kot otroka v bistvu na vse možne variante vlekel in sem imel malo odpora do gora in teh
planinarjenja. Zdaj, na stara leta sem pa ponovno odkril to lepoto v bistvu teh tur, ki konec koncev niti niso alpinistične, ampak bolj pohodniške, ki jih pa lahko tudi super kombiniraš s tekom. In ja, tako da sem rekel še večji fan, kot bi rekel, tega cestnega teka, kot maratoni so, kakšnega traila. No. Vsega pa še nobenega nisem udeležil, ampak tudi to upam, da se bo spremenilo. Morda si samo tisto povedal, kar mnogo slovenskih tekačev razmišlja zadnja leta, namreč cestni tek je doživel globalno nek upad, stagnacijo, po drugi strani pa ti traili pri nas sploh doživljajo poseben razcvet, boom, naval, dirke se vrstijo, tekači rinejo v hribe, pa v gozdove. Zakaj misliš, da je temu tako? Ali zato, ker se po eni strani cela populacija začela starati, kar je tudi dejstvo, da smo skozi starejši tisti, ki tečemo, pa nam je gozd, pa hribi bolj prijazno za kolena in za mentalno doživljanje teka, ali tako pač, ker imamo preveč drugih redundantnih stvari v življenju, pa preveč šare, pa preveč stresa, pa se ta način lažje umaknemo nekam. Po moje je več razlogov. Ne? En razlog je prav gotovo tudi to usmerjanje k naravi oziroma k čistejši naravi, skrb za naravo. Drugi razlog je ta izjemna lepota in neskončno možnosti v sami naši lepi Sloveniji, ki jih ponuja, ker imamo res izjemno lepe dele Slovenije, ker kakšen tak tek ali pa kakšno tako doživetje res pusti en globok vtis. Recimo, če gledam tudi, kar se smučanja tiče, v blaznem porastu je turno smučanje. To je verjetno ena najhitreje rastočih dejavnosti pri nam, poleg kolesarstva, ki tudi vemo, da je v strašnem dvigu. Ampak turna smuka je tudi. Zdaj, mogoče cela ta tendenca ohranjanja okolja, ne bomo žičanc uporabljali, ne bomo avtomobilov uporabljali, itd. Poleg tega tudi mogoče bolj resen doživetje tega kisika, če tečeš v nekem gozdu, je verjetno drugačno, saj jaz tako dojemam, da je drugače, kot pa če po eni cesti tečeš, kad te avtomobili prehitevajo. Ampak jaz nisem razmišljal sploh o tem, jaz sem bolj razmišljal o sami intenziteti teka, ki ga kombiniraš s hojo in tudi osvojiš neke točke v samem tem doživetju. Nekako sem se tudi obrnil na to, da prebral sem en strokovni članek, ki nekako govori, da po 45. letu svoje telo naj ne bi gnali več v tiste res ekstremne rdeče cone srčnega utripa. In tle je nekako moja mantra zdaj o tem, da je to kot nek adventure, kot nek izlet, lahko tudi, ki pa še vedno energetsko kar zahteven. In ja, nekaj super tur planinskih smo naredili, ki so bile tudi skombinirane s tekom. In potem sem začel tudi po spletu raziskovati, kje so te najlepši traili in to, kar gledaš, je res hudo za videti. Že sama predstavitev teh zadev mi je zelo všeč. Ko začneš to gledati po spletu, te res zagrab, da bi šel. In rad bi se udeležil enega teka na Islandiji, ki je 55, mislim, to je trail, 55-kilometrski in je za mnoge najlepši. Tečeš mimo ognjenikov, gejzirjev, čez 2 reki prečkaš in to je v nacionalnem parku, ki je samo 2 meseca na leto odprt in je super ekotek, skratka vse, kar imaš na štartu, moraš prinesti tudi do cilj. Poglej, ti bom poslal linke, res lepo. Potem imamo pa tudi tukaj pri nam cel kup teh, bi rekel, ultratekov. Jaz zdaj za nek ultra nisem in tudi niso moji cilji v nek ultra id, bolj udeležba in pa recimo na teh krajših razdaljah do 50 recimo.
Zdaj, a je še skrivnost, kaj pripravljaš za svojo okroglo obletnico v naslednjem letu? Je na nek, ni skrivnost, ampak ne morem reči v tem trenutku še, da mi bo to uspelo. Zelo si želim, da bi, ampak rad bi se udeležil Vipava, Ultra Traila. No. Sem že govoril z organizatorji o tem, ker bi tudi želeli nekaj promocije v tem imeti. Mislim, da organizirajo zelo lepo zadevo z nekaterimi udeleženci, ki so že pač pretekali ali pa tekmovali, tam sem govoril in same zelo pohvalne zadeve sem slišal. Tako da, če bo le vse po sreči, če bo zdravje, se bom skušal pripraviti za maj drugo leto. Ja. Evo, zdaj ste slišali, spoštovane in spoštovane. Ne me držati za besedo. Če se hočete v letu 2022 pomeriti z Juretom Koširjem in ga morda edinkrat v življenju premagati v enem športu, morda je šansa v Vipavi. Že ciljaš na tekmovalnost. Jaz si prav želim, da me premagajo. Za nalašč, ker se te hotel vprašati, ker vem, da imaš ti, pa že prej si omenil, poseben odnos do tega, no, in že v večjih intervjujih sem to zasledil, da si dejal, da prav ta tekmovalnost med rekreativci je včasih lahko pretirana. Vemo, da smo vsi tekmovalni. Ne? Kaj je zdaj zdrava tekmovalnost, kaj je pa tista pretirana, ki danes dela na en način neke profesionalne rekreativce, ki z tega delajo samo stres? Mislim, se profesionalnih rekreativcev ni, ne? A poznaš kakšnega rekreativca, ki živi od udeležbe na Ljubljanskem maratonu? Pač ni, ne? Imamo tisti nekaj atletov, ki so konec koncev tekmovalci, ne? Ki so vrhunski športniki, ampak zdaj, jaz vedno tako rečem, zdaj, kaj je tvoj cilj, če nekdo star 45 let in začne kolesariti na polno in gre v Franjo, da bo šprintal v ograjo v zadnjem ovinku. Mislim, tle ni to point, ampak vem, da pa imamo vsi tendenco, da nas potegne ta tekmovalnost, sploh tisti, ki recimo v mladosti niso tekmovali, jih lahko zelo povleče v to že skoraj obsesijo nekega tekmovanja in konec koncev in to postane edina stvar v lifeu, ki lahko vpliva tudi na bližnjo in pa širšo okolico, v kateri se ti znajdejo, kaj ti govorijo in mislijo samo zgolj o tem. In tle ne vidim pointa zdravega ukvarjanja s športom. No. Mislim, da mora biti vseeno eno trezno razmišljanje, pač od tega ne živimo, delamo šport jasno za naše zdravje, za naše dobro, za boljše počutje, za rekel tudi eno super socializacijo in tako dalje, ampak vse v nekih mejah normale. Zdaj, ne vem, ali naj bo to tek, ali naj bo kolesarjenje, razmišljati o nekih blaznih tekmah pri zrelih, sivih letih je po mojem malo nesmiselno. Ampak to je zgolj moje mnenje, vsak naj pa dela, kar želi. Predvsem pa bi pa rekel to, ne, da je tudi prihaja do zlorab dopinga v rekreativnem svetu, kar je pa sploh zelo neumno in smešno, kajti tukaj se ne delijo milijoni dolarjev. Ne. In bi bilo to res zelo nezdravo početje. Ja, pereča tema, brško ne, zelo malo se okrog tega govori, najbrž je prisotno več, pa si lahko predstavljamo, ampak glede na tvojo filozofijo, glede rekreacije, ti je bilo najbrž potem bolj ljubo sodelovati kot ambasador v projektu, recimo Pospeši ritem, ki pa ni bil tekmovalno usmerjen, ampak je bil usmerjen v aktivacijo tistih, ki ali malo gibajo, ali še ne gibajo, ali pa že gibajo, da pravilno gibajo in tako naprej. Ja. Ta akcija se mi zdi, da je bila res zelo simpatično zastavljena in zelo strateško pametno narejena in je prav gotovo marsikoga spravila v tiste prve tekaške korake. Skratka, da ne samo rišem, zakaj je šlo. Po slovenskih mestih so se organizirali trening centri, se pravi običajno v mestnih parkih, v določeni uri pod nadzorom tekaškega trenerja, začetne vadbe in pa tudi potem nadaljevalne vadbe teka. Zadeva je bila toliko popularna, seveda je bilo to brezplačno pod pokroviteljstvom Coca-Cole, ker sodelujem z njimi, sam veš,
In jasno, to je bil še en dodaten motiv, no, ampak to je ena tista kick in debat, no, ki so nekateri potrebovali, da so šli pač se poskusiti in sem prepričan, da marsikdo je začel teči prav na podlagi akcije Pospeši ritem, ki je trajala, mislim, da 3 leta, ampak potem je zadeva že toliko gigantska postala, da enostavno je bilo organizacijsko nemogoče voditi naprej oziroma izpeljati. Jaz sem super užival pri tem, hodil sem od Novega mesta, Maribora, Ajdovščine, Ljubljana, vsak teden na 2 lokaciji in srečevati ta folk je bilo super. No? In to je meni, bi rekel, to je ta stvar, ki me navdušuje. Tudi konec koncev tega, ker se lotevate vi, ki organizirate konec koncev kot izlet na neko tekaško prireditev in imate celoten ta super vzdušje že od samega začetka. Tudi to mi je prima, no? Mislim, da greš na maraton v Atene, ki potem združiš malo tudi z obiskom mesta in da je to neko več kot zgolj neko tekmovanje na distanco, ampak je to neko doživetje. No? Ja, kako je. Maraton je lahko tak dober razlog, da greš po svetu, pa da se recimo tudi pred tem pripravljaš. Žal tega ni bilo zadnje leto, pa pol zaradi korone. Kljub vsemu, no, nekateri smo tekli še več, nekateri so manj. Kaj pa tebe? Je tebe korona v tem času morda spodbudila, da si se več gibal ali ravno obratno? Zelo različno. V bistvu lansko leto 2020, ko je bil prvi lockdown, to se je tam začel maja, aprila nekako, sem res vsak dan skoraj tekel in je bilo super. V bistvu se mi zdelo, da je ta čas prišel kot naročen, no, ker sem se lahko malo umiril in posvetil samemu sebi, ker zelo hitro pademo v nek dnevni ritem, ki enostavno pozabimo na vse drugo. In ta prvi lockdown sem po moje res kar konkretno distance pretekel, jasno, vse sem si beležil, ampak zelo, mislim, konec koncev ne načrtno, no, brez kakršnikoli treningov planiranih. Potem je bilo tisti drugi lockdown, ki sem še vedno tekel, potem sem pa sam kasiral, oziroma vsi bližnji moji smo bili okuženi s covidom v decembru lanskega leta. In ni bilo nič hujšega, ampak sem pa enostavno obtičal pol kar nekaj časa doma, tudi zima je bila in tako kar mesec, 2 brez kakršnih takih konkretnih nekih gibalnih zadev in moram reči, da je slabo vplivalo to name. In potem, ko sem začel ponovno, se mi zdelo, da nikoli v življenju nisem nič športen delal. No? In verjetno tudi malo še sama posledica tega covida, zelo težko dihanje. Čeprav v samem tistem tednu, ko smo pač bili doma in pač pozitivni, ni bilo nič kaj hudega, ampak zgleda pa zadeve pustijo posledice. No. Tako da je bilo kar nekaj časa potrebnega, da sem se saj na nek soliden nivo spravil nazaj. No. In zdaj praviš, se vračaš nazaj tudi na trail sceno. Še ena stvar mi zdaj prišla v glavo, no, ko si tole razlagal. Veliko smo se pogovarjali v zadnjem letu pa pol o gibalnih, rekel, pomanjkljivosti tako odraslih kot predvsem otrok. Ne? Zdaj, kaj pa tvoje mnenje? No, zdaj, pred korono smo se ogromno pogovarjali o tem, da so otroci, ki so v športu, veliko jih je bilo, prehitro specializirani in prehitro potem iztrošeni. Po drugi strani pride pa korona, pa ravno ti otroci, zanimivo, so imeli največji manko, ne, ti, ki so preveliko trenirali, pa zdaj ugotavljamo, da so otroci ostali zanje, da so premalo športali in da tukaj rabimo nek, bom rekel, sistematični pristop, da rešimo ta problem, če se kdaj še ponovi. Kakšno je tvoje mnenje? Ne, kako zdaj zbalansirati na eni strani premalo gibanja za otroke, na drugi strani pa tisti, ki se gibajo, se pa velikokrat morda pravim, preveč ali pa preveč usmerjeno? Moje mnenje je, da absolutno se premalo polaga pozornosti na gibalne sposobnosti otrok. Rezultati kažejo, da rezultati so vsako leto slabši, no? In to je tudi pač zabeleženo. To pomeni, da sistemsko ne znamo rešiti tega, kako
ne zdaj tiste vse otroke, ne, to tle ni izjeme, mislim, otroci se morajo gibati, otroci morajo obladati se naučiti, saj tiste neke osnovne zadeve, bi rekel, gibalne, koordinacijske, tudi vzdržljivostne konc koncev. Mislim, danes se gre gledati test na 600 metrov devetošolcev je kriminalka. Se upravičujem, da tako govorim, ampak tukaj dekleta, bi rekel, 80% deklet more hoditi, ne. In to je zastrašujoče. Jaz absolutno nisem za prezgodno specializacijo, tudi to polagam na srce staršem, da ne razmišljajo pri 8 letih, ja, moj ta malo bo pa tenisač, bo pa... Ne ga takrat dajo, ne bojo pozorni na to, da bo pač gibal, da bo migal, da se bo čim več stvari naučil, ker mu bo to, tudi če se bo kasneje specializiral, zelo pomagalo pri tistem samem športu, s katerim se bo ukvarjal. Mislim, da je potrebno na nivoju vzgojno-izobraževalnega programa narediti tle velike spremembe in res posvetiti veliko več pozornosti športni vzgoji. Tlele bi jaz bil neizprosen in recimo moj kolega živi na Norveškem, Slovenec, in ima 2 otroka in enostavno prav, da je tam se pravi neka športna vadba oziroma gibanje je del programa vsak dan in to zelo obširno in zelo resno. In praktično čisto vsak otrok se ukvarja s športom. In tam ni sicer nobenih diskriminacij v smislu, kdo je dober, kdo ni dober, če govorimo o otrocih iz 6. razreda. Pač nekdo zna boljš teči na smučeh, nekdo zna boljš hokej na ledu igrati, ampak vsi se ukvarjajo z vsem in vsi se... A so tebe, morda, ker si pač dani vrhunski športnik, si vpleten v šport nasploh, vabili, da bi bil morda trener, pedagog ali kaj podobnega? Ne, nikoli niti, saj to tudi ne bi mogel biti, oziroma nisem strokovno dovolj uradno podkovan, ampak kot sam nek mnenje bi pa lahko podal svoje, ne, ker vsem sem kar veliko tega videl in vem, kako se odvija. Pa te je mikal kdaj, da bi bil trener, recimo, smučarski? Mislim, me je mikal, da bi bil trener, ne, da bi bil trener v alpskem smučanju, ampak to pomeni, da si od doma 300 dni na leto, ne. Trener v alpskem smučanju ni tako kot trener v košarki, ki gre do bližnje telovadnice in tam trenira svoje moštvo, to moraš iti v Argentino, pa v Ameriko, pa si od doma praktično družinskega življenja nimaš. Je zelo zahteven poklic, vem, ampak me pa zanima, kako bi se odrezal kot trener, kako bi se odrezal z nekom, ki bi ga skušal pripraviti na neko tekmovanje, ampak verjetno to ne bom niti nikoli vedel. No, ajde, mogoče te pa zdajle sliši kakšen zagrizen mladi smučar, bo na vsak način vztrajal, da ga treniraš in potem... Ja, online. Evo, to dilemo se razrešila. Prej si že omenil tekaško literaturo, počasi greva zaključku tega pogovora, da te ne mučim predolgo, ampak vseeno, zadnjič sem spet po dolgem času prebiral Ultra Blues od 3 kompanjonov, tam zabeležim tudi tvojo priporočilo, ne? Ker si napisal, da pač si tudi s to knjigo se motiviral tisti čas kot rekreativec, to bilo pred maratonom, če se ne motim. Se pravi, ti zaide taka literatura še vseeno pod roke in ti je zanimiva, črpaš tudi kaj iz nje. Ja, vsekakor, mislim, vse te 3 bluzerje tudi osebno poznam in jih zelo cenim, vsakega posebej na svojem področju in pa tudi konec koncev kot same tekače, ki so se lotili tega izjemnega podviga. No? In, mislim, da je knjiga prima narejena, prima napisana, zelo nam da lahko ene smernice vsakomur, no, ki bi konec koncev želel nekaj, mogoče spremeniti malo svoj življenjski slog, no? Ker konec koncev Samo Rugel ni vrhunski tekač, ampak je to uspel narediti, to je spoštovanja vredno. On se loteva teka na drugačen način, kot se ga recimo Boštjan ali pa Žiga X. In je super opisan, vsi 3 so si zelo različni, ampak z istim tem ciljem so šli v to. Tako da, ja, prima zadeva, prima stvar.
Boš ti kdaj spisal kakšno knjigo o svoji športni in drugačni poti? Veš kako, zdaj, da bi pisal knjigo o svoji profesionalni športni poti v smislu nekih kronoloških zapisov mojih tekmovanj me ne zanima, ker konec koncev to lahko dan danes vsak sam po netu pogleda. Bolj bi se usmeril, če bi se kdaj lotil tega, bi se usmeril na to, kakšna je moja življenjska filozofija, pa konec koncev moj odnos do športa, pa navijaštva, pa vsega, kaj je povezano s športom, no. Pa konec koncev tudi vsakdanjega življenja, no. Mislim, da to bi bilo bolj zanimivo. Zdaj, pač to delati iz lastnega vzgiba, ja, mogoče je to lahko tudi nekaj, kar te napolni, kar je neka nova izkušnja, da bi to delal v Sloveniji zaradi nekega zaslužka je dokaj nesmiselno, ker ti vseeno so te cifre dokaj majhne pri teh prodajah knjig, ampak who knows, no, mogoče, no, pa kdaj res to, ampak trenutno so kakšne druge stvari še bolj v ospredju. Pošteno, na vse zadnje trening za trail ultramaraton v Vipavi je pomemben. Kje treniraš, Jure? Kje so tvoji najljubši tekaški tereni, recimo, no, da še malo zrajca nekoga, ja. Zdaj že kar dobrih 5 let nisem več na Bledu, tako da sem v centru Ljubljane in glih ogromen hribov tukaj nimamo. Se pa da skombinirati Rožnik, Grad pa Golovec, čisto okej. To se pravi, da se niti ne rabim za avto peljati, ne. Tako da to ljubljansko alpsko transverzalo sem že naredil, vključil vse 3 hribe v en tek in je bilo prav lušten, moram reči. Greš pa čez cel Rožnik, pa dol, pa čez Grad, pa čez Golovec, pa nazaj. To je cirka 22-23 kilometrov z kakšnih 600 višincev, no. To lahko v teku vse naredim, tako da, ampak počas, z andohtjo bi rekel na Gorenjskem, ne. Ja, kdo pravi, da v Ljubljani ne moreš trenirati za gorski ultratek, spoštovani in spoštovane, Jure Košir je našel način. Ja, sej nekaj slovenskih najboljših gorskih tekačev izhaja iz takih predelov, da si ne mislili, da so, ampak ja, imamo Primorce, imamo Štajerce in tako naprej, Prekmurci celo tečejo v hrib, ne. Slovenija vendarle majhna, do prvega hriba ni tako daleč. Jure, si kdaj poslušal muziko ali pa podcaste med tekom? Ja, glasba mi je super. Trenutno sem sicer zelo jezen, ker sem, to je dobro povedati, ker sem delal raziskav, kjer sem najboljše slušalke za tek. Sem šel po spletu ocene gledati, brati gor dol, kajti jaz se precej potim in potem je to mora biti res dobra zadeva. In sem prišel do enega modela, ki se je samo v Ameriki dobil, me je kolega prinesel z Amerike stvar, zgledali prima, tudi niso bili najbolj poceni. No, in moram povedati, da sem šel teč na tanko 6-krat, 7-krat, pa so crknile na polno, tako, samo še hreščino v teren. Sem bil prav hud, kar se tega tiče, zdaj sem ene nove odkril, ker mi je en kolega mi jih je predstavil, tako da, ja, fajn je, če včasih nisem z glasbo tekel, za mi pa moram reči zelo všeč in se lahko zazibaš v ene zelo dolge momente z glasbo, no. In je kar kul. No, jaz bom najnemu poslušalstvu in gledalstvu, drage gledalke in poslušalci, priporočil za naslednji tek seveda tale podcast, ne, Jure Košir je natresel. Če ste poslušali na hitro, si poslušate še enkrat bolj počasi. Ja, nedeljski dolgi tek pred Ljubljanskim maratonom je to nedeljo, tako da zavrte si 2-krat tole stvar, počrtajte si v glavi kakšno misel, ki je Jure izustil. Čisto za konec, Jure, te vprašam, če bi dobil ponudbo, pa vabilo, na kateri svetovni maraton bi pa na vsak način šel, pa tudi, če nisi nič treniral sam zato, ker pač tam je. New York, ne. Pač New York ima vseeno, po moje je pred Bostonom, čeprav mi tudi Boston kot mesto je strašansko všeč, ampak New York je le New York, tako da bi dal na prvo mesto New Yorkski maraton. Imaš mogoče še kakšno najbolj eksotično lokacijo na svetu, kjer pa si tekel, evo, vidiš, da še to zrajca v koga? Ja, tekel sem v bistvu na meji med Kanado in Aljasko.
ker sem bil tam na enem se pravi Heli Skingu, in to je v bistvu sredi divjine in edina cesta, ki je vodila do tistega malega naselja, ker smo bivali, sem šel jaz en dan, ker pač nismo mogli smučati teč po tisti cesti, in ko sem prišel nazaj, so rekli, da si ti normalen, tle si tekel, ne. Tle grizlijo tako nenormalno velik, ker tam ena reka in so hodijo na polno, no. Tako da, ja, to je bilo zelo eksotično. Takrat bi verjetno najboljše čase postavil. Bi tudi jaz hitro tekel. Če bi seveda koga srečal. Ja, zmeraj naši najboljši teki se zgodijo takrat, ko noben tega ne vidi, in potem se jih lahko spominjamo, samo dokaj cajt se jih še lahko. No, Jure, jaz se ti zahvalim za tole urco pa četrt super pogovora. Vidiš, da se pogovarjati o teku tudi več kot uro, čeprav za sabo nimaš 100 maratonov, ampak samo enega, dovolj je bilo, kaj še ko boš imel še kakšno ultro, pol bi tole trajalo 2 ure, tako da hvala ti za tvoj čas. Zdaj, čisto za zaključno misel, preden čisto zaključila, jaz rad tečem zaradi tega, ker mi tek daje malo več potrpežljivosti, ki jo res rabim v vsakdanjem življenju, tako ali drugače v družinskem poslovnem in tako naprej. Pa zato, da sem malo ponižen, vsakič znova po maratonu sem majčkeno bolj ponižen, oziroma sem spet ponižen, majčkeno nabijem svoj ego nadol. Kaj pa tebi, recimo, tek daje? Zelo bi se strinjal s tabo. Mislim, da sam, ko imam kakšne težave, ko imam kakšno napetost, bi rekel, da en kratek tek, sam, da grem, mi naredi ogromno spremembo. No. In mislim, da to se premalo tudi omenja v vsakdanjih priporočilih, kako ne izgoreti, kako biti pozorni na svoje mentalno zdravje. Velikokrat je lahko ena fizična aktivnost krasno zdravilo za kakšne napetosti in anksioznosti in tesnobe in kakorkoli že to imenujete. Konec koncev tudi izgorelost. Psihično zdaj, kdaj imamo občutek, da smo popolnoma sesuti, ampak en easy tek nas bo, ne da nas bo dodatno utrudil, ampak nas bo napolnil. Vsaj take so moje izkušnje. In če kdaj čutim, da sem malo skipljiv, živčen, da preveč misli v glavi, potem grem na en lauf in se kar zbistrijo stvari. Ni kaj dodati. Jure Košir, spoštovani in spoštovane, je bil z mano v 63. epizodi. Jure, če ne prej, se vidimo na Maratonu. Hvala ti. Super. Lepo bodi. Enako, hvala. Srečno. Čau.